Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. V tokratni epizodi je moja gostja, vsem znana Maja Zalaznik. Je redna profesorica na področju mednarodnega poslovanja in trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in tudi na univerzah v tujini. Predava predmete mednarodno poslovanje in trženje. Od leta 2008 do februarja 2014 je bila predsednica Društva za marketing Slovenije in do konca leta 2013 podpredsednica oglaševalskega razsodišča pri Slovenski oglaševalski zbornici. Njen življenjepis je zelo bogat, kot veste, je bila tudi ministrica za izobraževanje, šport in znanost in tudi kandidatka za predsednico Slovenije. Kot rečeno, njen življenjepis je bogat, njen značaj lep, njena energija prijetna. A pod črto, poslanstvo Maje Zalaznik je od vseh začetkov njene kariere prenos znanja. Torej ukvarja se z vprašanjem, kako čim bolj neposredno in enostavno prevesti iz znanosti raziskovanja ugotovitve v prakso v vsakdanje življenje. A več bo Maja Zalaznik povedala v nadaljevanju. Maja Zalaznik, dobrodošla v podcastu Supermoč. Pozdravljena, Petra, hvala za te lepe uvodne besede, so mi kar pobožale dušo. Nekaj sem izpustila in sicer nekaj, na kar si v svojem življenjepisu še posebej ponosna. Namreč vezano je na UNESCO. To je prestižna zgodba, morda kar za začetek poveš, kako si vključena v to mednarodno uveljavljeno, priznano in ugledno organizacijo. Sem podpredsednica Slovenske komisije UNESCO. UNESCO je organizacija, ki je bila ustanovljena takoj po drugi svetovni vojni z namenom prav zato, da se znanje in mir povežata v novi svet. No in še v obdobju ministrovanja smo zelo veliko sodelovali z UNESCO, tudi razvijali nekatere vsebine slovenskega znanja. In takrat me je generalna direktorica, še vedno generalna direktorica Madame Muzolej, povabila v tako imenovano njihovo strateško transformacijsko skupino za nekako preobrazbo, kam v resnici naj UNESCO gre. No. In mislim, da nas je bilo 7 vse skupaj z celotnega sveta izbranih. Wow, to je pa res prestiž. Da smo lahko doprinesli s svojimi uvidi, kje vidimo to organizacijo v prihodnje in na kakšen način lahko doprinesemo k razvoju sveta, seveda skozi znanje. Znanje je nekaj, kar mene in sicer se mi zdi vse okoli mene vedno pooseblja. In zato mi je bilo to izjemno zanimivo. Ko smo se pogovarjali tako off the record, po telefonu, pred snemanjem tega podcasta si dejala, da bi dala rada akcent prav na to tvoje poslanstvo, na prenos znanja. Ne bi šla v tisti kliše, v znanju je moč, kar je nesporno, ne? Ampak pravzaprav danes, ko živimo v tako kompleksnem življenju, takšni dinamiki, kjer se svet že spet sooča z nestrpnostjo, revščino, vrzeljo med bogatimi, revnimi, rasizmom in vojnami, pravzaprav je res v znanju moč. Če vemo, se te stvari lažje premostijo. Drži. Je pa treba znanje tudi znati uporabljati in ga deliti. In ravno v tem je, bi rekla, neko moje poslanstvo kot raziskovalke, kot znanstvenice, kot pedagoginje, da vendarle vse to, kar znamo mi na neki tudi lahko zelo visoki znanstveni ravni doseči in preseči, prevedemo v to, kar lahko pripomore k boljšemu življenju. In mislim, da je to nekaj, kar se moramo znanstveniki, raziskovalci zelo učiti, kajti mi govorimo svoj jezik. Kako pa ta jezik premostiti do vseh, da ga razumejo, pa hkrati ga seveda tudi uporabijo, torej vsa ta znanja, to pa mislim, da je ena največjih, bi rekla, delovnih in domačih nalog vseh nas, predvsem pa izzivov. In zato sem zelo pristaš tega, da je treba znanost približati vsakomur. Kajti brez nje danes ne bi pili vode po, bi rekla, vsaj skoraj da celem svetu, žal ne povsod, ne bi pravzaprav izobraževali, tudi tam, kjer se zdi nemogoče, ne bi mogli deliti novih dosežkov tehnologij, če ne bi znali tega prevajati na pravi način. In zato mi je bilo zelo lepo, ko sem bila prorektorica na Univerzi v Ljubljani za področje transfera znanja, kar pomeni, da smo skozi inovacijske nagrade, startupe, povezovanje ekosistema
študentskega, podjetniškega in seveda klasičnega poslovnega skušali tudi povedati, da univerza zna prevesti vse to, kar zna in zmore sicer svojimi študenti in svojimi raziskovalci, pedagogi doprinesti k razvoju ne samo slovenskega, ampak tudi širšega globalnega sveta. Včasih pa je dobro, da rečemo znanosti ali novim tehnologijam tudi ne. Pa, seveda. Namreč sem ena tistih mamic, ki je za svoje otroke na novo kupila analogen telefon oziroma tisti telefon na tipke in seveda požela kup ogorčenja in bojkotov in mladostniškega uporništva, ampak nekako ni paradoks. Če želimo osvajati pravo znanje, moramo od tistega znanja v novih tehnologijah, TikTokov, Instagramov, daleč stran. Se strinjaš? Jaz se zelo strinjam s tem, da morajo otroci imeti svoje otroštvo. In predvsem to, da morajo skozi igro, skozi neko naravno sobivanje v svojem okolju rasti, se učiti, tudi utrjevati morda kakšne vrednote, ne? In rekla, tudi izzive življenja. Seveda, tehnologija mora biti z nami toliko, da nam pomaga, ne pa da nam ogrozi kakovost življenja. In jaz sem zelo, zelo pristaš tvojega načina, res. Velikokrat se zdi, da danes mladi, še posebej otroci, prepogosto posegajo po vseh napravah, po vseh pravzaprav njihovih gadgetih, kot temu rečemo, temu, če seveda jih veselijo, seveda jih izzivajo, seveda jih motivirajo, ampak kje je pravo ravnotežje? Vsega mora biti nekaj, ampak jaz sem zelo pristaš zdravega življenja in gibanja v tem življenju, zato da potem tudi otroci te kognitivne sposobnosti lahko lažje razvijajo. In zanimivo, kako so pravzaprav razvili razumevanje kratkih sporočil, ki trajajo dejansko nekaj sekund in jih dojamejo. Sama te sposobnosti nimam, sama berem debele knjige. Naši otroci zdaj rastejo intuitivno s tem. Mi smo se tega učili nadaljavo, nismo rasli s tem. No. In seveda praktično to nosijo od prvega dne svojega življenja, to je v njihovem DNK-ju. In tega ni moč vzeti in je prav, da ne vzamemo. Prav pa je, da seveda jim nekako znamo povedati, da ima vse svoje meje in da je življenje v svoji kakovosti lahko tudi drugačno, ne samo skozi pravzaprav v komunikaciji in skozi v nekem odzivanju. Je pa nekaj zanimivo pri teh generacijah, tudi ko opazujem študente, prav ta komunikacijski, dražljajski svet, v katerem živijo in živimo vsi skupaj, jih pravzaprav dela velikokrat tudi malo nestrpne, mogoče kdaj ne dovolj vztrajne, hkrati pa izjemno znajdljive, izjemno fleksibilne, tudi adaptivne in seveda s tem videnjem že kar naprej. Ne? Tega mi nismo imeli in tudi verjetno ne bomo priučili. Tako da vsaka generacija nekaj nosi s seboj. Pustimo jim to, kar so, ampak hkrati povemo morda tudi, da tako kot so nam starejši postavljali meje, da morda pa so kje meje in da je prav, da jih spoštujemo. Sama še vedno posegam, ko zasledujem idejo ravnotežja v dnevu, v življenju. Za prosti čas recimo se posvetim raje branju knjig in ker sva se tudi včeraj malce takole na hitro pogovarjali, sem se spomnila, kako me je animirala knjiga z naslovom Kaj hoče ženska od naše kolegice, novinarke, ugledne novinarke Irene Štavdohar. Si prebrala to knjigo? Ja. Kakšne zgodbe. Izjemne. Zgodbe žensk, ki so nekonvencionalne, pogumne, drzne. Meniš, da v tem trenutku je svet narejen za žensko, da lahko resnično uresniči svojo ženskost? Zelo veliko je odvisno od nas, samih žensk. Jaz mislim, da svet nudi vse. Na kakšen način pa lahko seveda stopamo v ta svet, vse nimamo enakih možnosti, niti ne priložnosti. Včasih si jih znamo zgraditi, včasih si jih tudi ne moremo. Jaz mislim, da nam je pravzaprav lahko dano vse, vendar marsikdaj na tej poti so res velike omejitve. Zdaj, kako se pa s temi omejitvami sopadamo in spopadamo, to pa je seveda predvsem odvisno od nas. Jaz se moram še na to knjigo dodati še nekaj, obstaja tudi seveda presek izgubljenosti
zgodovine, ki ga je profesor Šelihova svojo ekipo pripravila, kako so že v preteklosti slovenske ženske znale odstirati svetove, od zdravniškega, filozofskega, v resnici življenjskega, recimo od kuharije, izjemne, vrhunske, do izjemnih znanstvenih sposobnosti, ne, in to v preteklih stoletjih, in se mi zdi, da pravzaprav imamo to v sebi. Ampak dajmo si pri tem tudi ženskam pomagati, se podpirati, rasti skupaj. Tukaj pa mislim, da nismo vedno, kako se temu reče, dobronamerno, dobrovoljne druga do druge. Se bojim, da včasih je tista vrzel od besed tako so morda moški tukaj bolj neposredni in bolj pravzaprav vidijo, kaj je za njih prav ali ni prav, ali pa znajo to bolje udejaniti. Ko sem razmišljala, o čem se bomo pogovarjali, se mi je zgodilo spet tista znana situacija, ko je toliko stvari, da pravzaprav ne veš, kje bi pravzaprav začel. Ampak vendarle je pošteno, da najnim poslušalcem in gledalcem povem, da si name naredila neizmeren vtis, ko sem te kot nadobudna novinarka z nacionalnega radia potegnila z neke dvorane, verjetno je bila kakšna marketinško-oglaševalska konferenca, ti podstavila mikrofon in govorila si pravzaprav nemoteno, povezovala misli, argumente, ideje na temo marketinga, oglaševanja in tako naprej. In ko sem prišla nazaj na radio, nisem vedela, kje naj odrežem, kajti nisem mogla vsega objaviti, ampak vse je imelo tak smisel in pomen. Kako si zašla pravzaprav, ne samo v te, bi rekla, pedagoške vode, ampak potem tudi v marketing, trženje, mednarodno poslovanje? Jaz sem prav začela svojo kariero v industriji usnja vrhnika, ki je bilo izjemno zanimivo, izvozno naravnano, res tudi dobro stoječe mednarodno podjetje, dokler seveda ni v industrijo zašla kriza in potem poznamo zgodbo, kako se je razvijala. In tam sem začenjala spoznavati ta, bi rekla, svetovni uvid v to, kaj vse industrija lahko naredi, kaj vse tudi naše znanje lahko doseže. In imela sem to srečo, da sem lahko tudi šla na kakšen trg, da sem spoznavala te različne kulture poslovanja in seveda začela ugotavljati, da pravzaprav je relativno malo trženja. Mimogrede na ekonomski fakulteti dosledno uporabljamo izraz trženje, iz razloga, tako smo se dogovorili, medtem ko na kakšni drugi fakulteti pa drugače, ampak nič ne de, govorimo o sopomenkah. No in takrat me je začelo to področje zelo izzivati in potem sem dobila priložnost na ekonomski fakulteti, bila povabljena kot asistentka strani profesor Hrstelja, ki se je največ takrat ukvarjal tudi z mednarodnim poslovanjem in mednarodnim trženjem. No in takrat so se začeli odpirati moji svetovi. Jaz sem z veseljem seveda se poglobila v ta raziskovanja, nove svetove. In rekla, no, jaz bom tukaj za 3 leta, toliko, da zaključim to svojo obveznost, potem grem pa tako nazaj, bodi si v podjetje, bodi si kam drugam. No, in potem sem zdaj že 30 let in več na ekonomski fakulteti. Z nekaj predahi. Tako. Od tem bova kasneje. Seveda tudi zanimajo drugi svetovi in zato sem tudi vanje vstopala. Trženje je pravzaprav bilo v tistih časih nekaj, o čemer nismo na glas govorili, nismo tako, bi rekla, tudi znali še povedati, kaj vse je, bolj smo govorili samo o oglaševanju. Mi smo kot porabniki videli oglase, videli televizijske napovedi, videli radijske oglase, slišali radijske oglase. Nekako te sistemske, bi rekla, sistemske razvojnosti tega področja pa pravzaprav še ni bilo, razen nekaterih nestorjev, ki so res takrat pravzaprav nosili ta znanja iz tujine v Slovenijo. No in to me je strašno pritegnilo in zato smo začeli razmišljati o strateškem trženju, o trženju na mednarodnih trgih. Danes poučujemo regionalno trženje, ker imamo te različnosti. Poučujemo tudi trajnostno naravnano trženje, kar je izjemno pomembno, vse bolj, še posebej danes. Tako da ta svet je res izjemno pester. Kot rečeno, prej smo ga ožili predvsem na ta oglaševalski del, ampak je pa bistveno širše, kajti povezovanje trženja pomeni od prve idejne zamisli nekega proizvoda, storitve, rešitve, do seveda vseh procesov, ki jih je potrebno v tej verigi vrednosti zgraditi, da ti dosežeš porabnika na pravi način. Kaj pa je ta pravi način? Seveda moraš pa kar veliko raziskovati na tej poteh, vedeti tudi, kaj dela konkurenca, vedeti, kaj so tvoje prednosti ali tudi slabosti in vse to znati lepo sinhrono
pravzaprav znotraj podjetja in navzven na trgu pokazati, na kar se da pravi način. Porabnik danes zelo dobro ve, kaj hoče, je razumen, je izjemno, bi rekla, prepoznaven v tem, kaj zna in zmore, kaj ti informacije so na dlani. To ni tako kot včasih, ko smo brskali za informacijami, ki bi sploh lahko dobili nek produkt. Danes produkti pridejo do nas in seveda vse te ponudbe, ne? Tudi to je ta naša dražljajska ekonomija. In zato je še toliko bolj pomembno, da znamo izjemno dobro ciljati, segmentirati, da znamo izjemno dobro pozicionirati, temu rečemo, torej umeščati te produkte in seveda razumeti, kdo in kaj je naš porabnik. In mi smo zelo različni. In vedno bomo. In ko te poslušam, me zaskrbi, kajti sicer imajo podjetja, slovenska podjetja s tem velikanske izzive, ne vem pa, če dovolj sredstev vlagajo v to področje. Torej, to je vedno zanimivo, zato ker ravno včeraj sem imela predavanje, ne, in smo se pogovarjali o tem, kaj zelo radi rečejo krovni finančniki podjetij, ne, da vse, kar pravzaprav je vloženo po njihovem marketingu oziroma oglaševanje, da pravzaprav nikoli ne vejo, kateri del je v resnici izgubljen na koncu, ne, kajti kje. V katerem delčku sveta se razgubi. No pa sploh ni tako, trženje je naložba in če jo tudi prav strateško seveda usmerjamo, potem se nam tudi vrača. Recimo ravno, kar sem na Zlatem bobnu poslušala, 30 let je bilo že bobna, poslušala odličen primer Heinza, kako je, lahko rečemo, navidezno starodobna znamka, izjemno dobro integrirala porabnike po celem svetu, oživila pomen prepoznavnost znamke in hkrati še dodala nekaj teh trajnostnih razvojnih elementov. Torej vse to so resnični dnevni izzivi vsakega tržnika, kako biti še bližje kupcu, kako ga pravzaprav kar povezati vase. In jaz sem zelo veliko raziskovala tako imenovani relationship marketing, kot temu rečemo po angleško, to je trženje na podlagi odnosov. In ti odnosi so bodisi na medorganizacijskih trgih ali seveda na končnih porabniških ključ do uspeha. In zanimivo pri tem je, da kljub temu, da je ta znanost napredovala, da imamo vse možne pravzaprav metode in orodja, da dosežemo trg zadnjega kupca, našega kupca, na koncu pravzaprav, ko se pogovarjam z ljudmi iz marketinga ali oglaševanja, govorijo, da je pravzaprav najboljše orodje fizičen pristen stik, pri oglaševanju pa ta glas, ki se širi, ne, kot se je širil nekoč. Kako zanimivo, da ob tej znanosti, umetni inteligenciji, botih in tako naprej, analizah, big data, na koncu je najboljša stvar človek. No, vsako leto imamo strateško konferenco v trgovini in v resnici je zdaj tam nastala ena velika dilema. Avtomatiziramo se po eni strani, se pravi, ta tehnologija prihaja v to, da je človek sam tam v trgovini, si izbere, sam obračuna, poračuna in seveda odide, kar pomeni, da seveda s tem marsikaj tudi trgovec na nek način prihrani. Po drugi strani pa še vedno potrebujemo nasvet in nasmeh. Ja, res je. In zdaj seveda podobno je tudi v trženju. Vendar moramo tudi razlikovati, da mlajše generacije, nove generacije so izjemno propulzivne tudi v novih tehnologijah, nakupovanju preko spleta, digitalnem svetu. Preko TikToka se danes kupuje. In to so pa seveda novodobni pristopi, ki pritičejo točno temu, o čemer smo govorili na začetku. Tehnologija je tukaj, da jo uporabljamo. Vendar etično, moralno, odgovorno za integriteto. In to je tisto, kar nas mora povezati tudi v oglaševalskem svetu. In oglaševalski, trženjski svet se s tem zelo neposredno sooča. Tudi veva, da imamo varovanje podatkov, kar je prav, osebnih podatkov. In seveda imamo lahko vrsto različnih priložnosti, da hkrati nagovarjamo kupca. Torej ne samo osebno, ampak tudi posredno z vrsto vseh teh orodij, ki jih imamo na voljo. In to danes počnejo pravzaprav vsi ponudniki. Ali govoriva o neki veliki multinacionalki, ne vem, vzemimo Coca-Cola, ali pa govoriva o enem našem
malem podjetju, ki ravno tako pristopa preko digitalnih medijev, preko novih komunikacijskih tehnologij, a vendar zna seveda pristopiti tudi osebno. In zato moramo tako vedeti, kdo je naš porabnik in k komu kako pristopati. Zato rečemo, da več komunikacijsko ali po več tržnih poteh pristopimo do končnega ali pa tudi medorganizacijskega porabnika. In tukaj na tem polju imamo Slovenci kar velikanske težave. Zelo pomenljivo se mi je zdelo, po eni strani sem bila srečna, ker sem bila del te zgodbe in da smo se začeli sploh o tem pogovarjati, po drugi strani pa se mi je zdelo v letu 2024 pravzaprav nekoliko srhljivo, da se sploh o takih osnovah pogovarjamo. Namreč na eni okrogli mizi sem imela nalogo, da pod skupno streho ali na skupni imenovalec spravim deležnike v podjetju, da začno govoriti enak jezik oziroma isti jezik. Torej, ugotovili smo, da svet menedžerjev, raziskovalcev, inovatorjev, svet marketinga in pa prodajalcev proizvodnje govorijo vsak svojo latovščino, da se med seboj ne zastopijo. Kar je pa pravzaprav najhuje. Zdaj si odstrla srž problema, ki ga mi v trženju in mednarodnem poslovanju pravzaprav, lahko rečem, najširše raziskujemo. Govorimo o tako imenovanem prodajno-tržnem interfejsu, torej kje pravzaprav pridemo v stičišče. Se je to pravzaprav angleška beseda, ne, ta interfejs, ampak nam zelo veliko pove, ne, kje so stičišče, kje so vozlišča in kako ta vozlišča ustvariti. In zato se razvoj proizvoda, ideje, storitve, rešitve, karkoli pač že ustvarjamo, ne, vedno prične skupaj v povezanih timih. Torej naj bi se. Tisto, kar pa je pogosto prisotno, tudi še v naših podjetjih, pa tudi v tujih, je, da vsakdo pravzaprav ločeno po svoje vidi nek problem, nek izziv in zato je strašansko pomembno, da imamo dobre projektne time, da imamo dobro timsko vodenje, da imamo pregled nad tem, kaj kdo v resnici počne, da poslušamo drug drugega, da si delimo ta vedenja informacije znotraj oddelkov, znotraj procesov, znotraj te vrednostne verige, ki jo ustvarjamo v podjetju. Bi rekla, prodajno-tržni zaplet, ki se velikokrat zgodi, je ilustrativno takšen, ne? Teli markentaši tam nekaj oglašujejo, si sploh ne vejo, kaj pravzaprav pa mi v prodaji v resnici prodajamo. Ne? Potem pa gremo do prvega raziskovalca v podjetju, ne? In ta reče, pa ne, to ste čisto narobe razumeli, ne? Tale dodana vrednost v produktu, ne, je namenjena popolnoma ničemu drugemu, ne. In tako se seveda zapletamo v. Proces v teoriji je jasen, kako ga pa seveda izvesti v praksi, pa veliko delamo s podjetji. Ogromno, mogoče sem tudi na področju svetovanja največ pravzaprav delala s podjetji prav na teh izzivih. Torej, od prve ideje, testiranja idejnega koncepta, do prototipov, do pravzaprav umeščanja teh proizvodov na trg, vendar vedno z trženskim uvidom. Verjameš, da v tisto teorijo, ki pravi, da vsak izdelek, pa naj bo še tako nor, obskuren, bizaren, ima vsaj 1000 kupcev, ki so zanj pripravljeni dati, kako že, 100 evrov na leto. Zagotovo, drži. Kajti mi kot porabniki, ne, smo pravzaprav razvajeni. Jaz vedno pokažem študentom eno grozovito sliko, pravzaprav fotografijo, kjer je na policah zloženo na 1000 izdelkov. Kako naj zdaj porabnik znotraj teh izdelkov izbere sebi pravega? Ve, katerega bo zbral, zato ker točno ve, kaj si želi. Ali pa ga premami nek produkt, pa ga ravno tako izbere. In zdaj, kaj je pomembno pri tem? Pri tem je pomembno, da pa v trajnostno ravnanem trženju pa vendarle začnemo skrbeti tudi za to, kako in na kakšen način ekstrahiramo in žal tudi izrabljamo, uporabljamo surovine, materiale, vire, splošno govorimo o vseh vrstah virov, tudi človeški vir, ne? Tudi človeška energija, naš čas, naše predanosti so tukaj pomembne, kako dejansko začeti ravnotežiti vso to, bi rekla, vse to preobilje na nek način in hkrati še vedno kakovostno živeti, morda z malo manj, na drug način, ampak vendar, jaz temu rečem, regenerativno.
se že pogovarjava o regenerativni ekonomiji. Namreč slišala sem očitek, da se v seriji podcastov Supermoč velikokrat ujamem v zanko enih in istih besednih zvez. Govorimo o prebojnosti neprestano, o konkurenčnosti, o dodani vrednosti na zaposlenega. In moj odgovor je sledeč. Namreč jezik je živa tvorba, je odraz našega razvoja, našega dogajanja, naše resničnosti in verjetno je kar pomenljivo, da se že 20 let in več pogovarjamo o enih in istih stvarih. Saj, to je samo refleksija na to, da morda nekatera področja nismo še toliko izboljšali, da se ne bi bilo več potrebno o tem pogovarjati. Če govoriva ravno o konkurenčnosti, vemo, da pač spet padamo na lestvicih konkurenčnosti. Čeprav morda pri inovacijskem delu, ta Innovation Scorecard, kot se mu reče, kaže kar napredek, prav bi rekla razvojno-inovacijski. Imamo določene dejavnosti, tako software kot določen del razvoja materialov, kot določen del biomedicine in podobno, ki res propulzivno raste. Ampak v generičnem videnju nas je pa Slovenija še vedno tista, ki preveč komplicira, ko je potrebno seveda vstopiti s kapitalom, premalo je še odprta, premalo pravzaprav dajemo priložnosti tudi znanju v resnici, in to v vrhunskemu znanju, preveč ga obremenjujemo, vemo, da stroškovno davčno seveda smo še vedno, bi rekla, v tistem zgornjem delu obremenjevanja gospodarstva in vse to kaže na to, da nič ni narobe, če te besede ponavljaš. Kajti ti koncepti se morajo graditi na način, da si jih vsi zavemo, ampak hkrati vsi doprinesemo k temu, da nam bo jutri boljše. In zakaj sem izpostavila to besedo regenerativno, je zato, ker imamo na fakulteti en zelo zanimiv projekt, ki se mu reče regenerative economy oziroma regenerativna ekonomija, regenerativno gospodarstvo, predvsem za namenom, da bi začeli tudi mi izobraževati vse naše študente, mlade, na način, da razmišljamo dolgoročno, trajnostno, regenerativno, tudi z vidika poslovnih modelov in ekonomskih postulatov. Če se vrneva v Nestorja, te ideje, ki je trenutno še vsa v raziskovanju in razdelovanju in videnju, nič ni eksaktnega še znotraj tega, ali da drži kot nek samostojen postulat, sploh ne. Svet raziskuje zdaj to. Dej je pravzaprav imel en uvid, ki ga vsi razumemo, in to je, da osnovni naš kapital, gledano milijard let, je pravzaprav Zemlja, torej planet, na katerem smo. In zdaj seveda ta planet izčrpavamo oziroma ga uporabljamo na različne načine, včasih bolj kakovostno, včasih manj. Na začetku omenjeni mobilni telefon, minerali so tukaj nujni sestavni del, če njega ne bi bilo. Torej izčrpavamo, potrebujemo to za toliko in toliko milijonov in milijard mobilnih telefonov. No in zakaj ne bi mi pravzaprav ta ekosistem, kot ga je zgradila Zemlja, znali prevesti tudi v ekonomski sistem? Kajti Zemlja se zna regenerirati, vsaj v nekaterem delu narava, kot taka. Seveda ta tihi del narave, ker je pač takšen, kot je. In kako bi ta ekonomski ekosistem pravzaprav skušal razumeti, rekla, vrednosti in vrednote, ki jih je celotna anemneza našega razvoja pravzaprav ves čas imela pred seboj. Obrniti to v poslovni model, ki seveda vzdržuje, ohranja in hkrati še vedno ustvarja dodano vrednost. No, ker tukaj se pa začne ključni izziv, če smo rekli prej, imamo seveda profit ljudi, planeta, 3P, imamo zdaj seveda najprej ljudi, planet in potem na koncu P, ki naj regenerira vse to. Torej, nas ljudi in planet. Je to drugačen koncept, tako da si malce še bolj plastično predstavljamo kot krožno gospodarstvo? Nadgrajuje ali pa dopolnjuje. Krožno gospodarstvo je seveda celica, ki se znotraj nekega podjetja skuša odviti in tudi vplivati seveda na širši svet in okolje. Ne vem, imamo mestno občino Ljubljana, ki že odlično pristopa v ta koncept na področju recimo odpadkov. Imamo marsikatero podjetje, recimo Aquafil, ki je pravzaprav že kar živi
največje krožno podjetje. Ne? Ampak tukaj pa gledamo širše, ne? Gledamo širše na celoten ekosistem, ki bi ga morali seveda, mi rečemo temu makro, medzo, mikro, postavljati tako, da bi v resnici bil odsev teh naših milijardnih let preživetja, ampak dolgoročno kakovostno. Kot rečeno, zato raziskujemo, kaj na kakšen način bi lahko del teh idej vpletli tudi v dejansko dnevno poslovno odločanje, in ko so v Davosu letos vprašali ključne menedžerje sveta, kaj pravzaprav je za njih največji strateški izziv, je ta, da kako ob vseh pričakovanjih lastnikov in ob pričakovanjih te trajnostne, tudi regenerativne naravnanosti, še vendarle ohranjati dovolj dodane vrednosti, ustvarjati dodane vrednosti in ohranjati dovolj profita, da bomo lahko razvijali se naprej. Kar je v resnici osnovna skrb, na nek način pa tudi strah vseh nas. Prav gotovo. Ob tem seveda, da jih skrbi tudi geostrateško-politično dogajanje, ki je letos še posebej turbulentno, ob največjem številu volitev verjetno v letih do sedaj, ne, do tega, da vidimo, kaj se nam geostrateško dogaja, kako se dobavne verige vendarle selijo, kako je odločitev od včeraj pravzaprav postala nepomembna in stroškovno izjemno zahtevna, kako zdaj to obvladovati, ker se nam na neki regiji seveda popolnoma spremenijo kompasi, ali sploh še lahko naredim izdobavo ali ne. No in vse to so izjemni izzivi, ki so se strnili v to res aktualno obdobje, je zato je mednarodno poslovanje in trženje še toliko večji izziv za vsakogar, ki nastopa na mednarodnih trgih. Ravno se pripravljam na intervju z, mislim, da jo poznaš, tvoja kolegica Mihaela Hodlin. Ona je pravzaprav edina Slovenka, ki je dobesedno doživela, to bi rekla, nekonvencionalno podjetje Patagonija. Tako je. In ona tudi govori o pomembnosti te nove besedne zveze ali novega koncepta regenerativna ekonomija. Je podjetje Patagonija, ki kolikor vem, da mislim, da odstotek od poslovanja, od prodaje vedno za okolje, tako je. Ne glede na dobiček. Je to primer podjetja, ki se že pravzaprav približuje? Primer tega, kako pravzaprav te osnovne trajnostne naravnanosti, tudi krožnega gospodarstva, ker izjemno živijo z lokalnim delom, na nek način gleda tudi celoten sistem okoli sebe, kot neke vrste ekosistem, o čemer sem prej govorila. Zato je to zagotovo eden redkih primerov, ki skuša celovito pristopati k temu, kaj pravzaprav lahko mi naredimo z nekim splošnim, trajnostnim, pa hkrati obnavljajoči se konceptom sobivanja. Ker to zdaj ne pomeni, ne, da seveda mi samo obnavljamo materiale, to zdaj ne pomeni samo, da mi skušamo nekaj, kar je do sedaj bilo morda v odpadnem delu, biti zdaj uporabno, ne. Pomeni tudi, kako lahko neko celotno okolje, regijo usmerimo v to, da se samo obnavlja. Do mere, kolikor je to mogoče. Obstajajo seveda tudi lokalne enote, kjer to zmorejo, zato ker so majhne. Ampak Patagonija je želela seveda to še širše pokazati svetu in dejansko je to eden izjemno lepih in uspešnih primerov dobrih praks. Maja Zalaznik, ampak že uvodoma smo ugotovili, da središče vsega dogajanja, napredka ali propada je človek. In kratica ESG, ki se pojavlja pogosto, pa pogosto ima težavo, ker je velikokrat napisana samo na papirju, vendarle zajema koncept trajnostnega ravnanja z okoljem, ljudmi, upravljanjem. Ampak ta kruti kapitalizem pravzaprav govori o ljudeh kot o številkah, ki smo zamenljive. Meniš, verjameš v to, da si zamenljiva, da sem zamenljiva? Veliko člankov se pojavlja tudi na temo, kako nas bo umetna inteligenca pravzaprav nasledila. Verjameš v te koncepte? Človek nikoli ne bo popolnoma zamenljiv ali, bi rekla, nadomestljiv. In stremeti moramo k temu, da ne bo tako. Kajti tudi tehnologija nam lahko uide iz rok.
Tudi robot kdaj pravzaprav gre preko svojih meja. Nepričakovano. Zato sem prej omenila to etiko, moralo in integriteto v celotnem znanstvenem pristopu, kajti znanost je tista, ki to poganja in seveda v ozadju in investicije in inovacije, ki k temu še doprinesejo. Človek je vedno in bo družbeno in socialno bitje in mi to potrebujemo drug do drugega. To smo spoznali v COVID-u. Mislim, da je bil COVID, obdobje COVID-a je ena zelo lepa, bi rekla, prispodoba in šola vsega tega, kdo smo, kaj smo in kaj pravzaprav v osnovi nosimo v sebi. Seveda je pa potrebno znati ravnotežiti ta napredek tudi s tem, kaj pa človek morda lahko drugače in bolje opravlja v tej svoji vlogi. In prepustiti tehnologijo, avtomatizacijo, robotizacijo, vsemu tistemu, kar lahko seveda standardizira neke procese in postopke do tiste mere, da so bolj učinkoviti, kot jih lahko naredimo mi. Ne pomeni pa, da brez nas tega ne bo. In jaz sem zelo pristaš tega ravnoteženja, kajti naša človeška, socialna, družbena nota je strašansko pomembna. Ja. In pustimo ji, da raste, da jo ohranimo in da jo tudi negujemo. Kajti to, da smo ljudje, je pravzaprav vrednost in vrednota tega sveta, takšni kot smo, v vseh naših različnostih in seveda spreminjajočih se obdobjih, danosti, ki jih imamo. Ampak vendar, če bi znali tudi z tega vidika regenerativnega gledati na nas, potem bi rekli, zelo pomembno je, da se znamo ohranjati. Ja. In ko omenjaš pandemijo, ta presneti lockdown in te omejitve, ki smo jih doživljali, dejansko je ta čas odkrival prave obraze. In takrat, ne vem, če se spomniš, takrat v tistem času sva se midve začele tikati. Tako je. Namreč prej seveda, pa ne, da bi zaradi tega bila stopnja spoštovanja kakorkoli nižja, morda celo nasprotno, ampak ko sva se objeli tam sredi ne smučišča, ampak takrat smo osvajali tek na smučeh, je bil res, bi rekla, eno lepilo, ena vez, ki jo človek začuti, namreč bili smo oddaljeni, v nekem trenutku smo se na nekih drugačnih prostorih srečevali in bilo je preprosto lepo. Tako. In začeli smo drugače gledati na te naše odnose in na vrednost teh odnosov. Ampak tvoja energija je vedno tako lepa in prisrčno prijazna, da pravzaprav se človek ne more upreti ne tvojemu nasmehu, ne temu, na kakšen način pravzaprav znaš povedati in ubesediti marsikaj. Hvala, enako. Vračam kompliment iskreno, ampak tukaj pravzaprav se midve dotakneva pa neke tvoje, ne samo ljubezni, ampak pravzaprav neke tvoje strasti, ali pa spet tudi neke karierne poti, ki te bo verjetno spremljala, ali pa boš po tej poti hodila celo svoje življenje. To je šport v povezavi s poslom, šport v povezavi z zdravjem, skratka šport na splošno. Ja. To pa, kar drži, to pa je moja ljubezen. Najprej me zanima, kater šport je recimo tvoja ultimativna ljubezen? Kjer se sprostiš, kjer se razvedriš? To je kar težko vprašanje. Ker vsak šport, vsaka pravzaprav dejavnost v gibanju mi je ljuba. Draži ti le najlepše hormone, ne? Ja, to in smo v naravi, uživamo, res, seveda, na koncu dvigujemo endorfine, kot bi rekli, raziskovalci in znanstveniki. Pravzaprav je mogoče najbolj nekaj, kar najpogosteje počnem, neke vrste crossfit, kjer kombiniram uporabo mojega telesa, gibljivosti, in hkrati tudi uteži. V zaprtem prostoru. To je ena taka baza. To bi rekla, da je baza neke osnovne kondicije in to počnem kolikokrat le lahko, seveda urniki so omejeni. Ampak najljubše mi je pa vedno vse početi v naravi. Jaz rečem, grem v hrib. To pomeni, da moram nujno vsaj nekaj 100 višincev intenzivno upraviti za to, da se nadiham, razmislim in jaz moram reči, v vsakem športnem udejstvovanju razmišljam hkrati. Takrat se porodi največ idej, pa hkrati premislim neke stvari. Mogoče, recimo, ko sem včeraj kolesarila,
ker uporabljam kolo, če je le mogoče po mestu, ne, sem prav razmišljala o tem najnem pogovoru in sem rekla, kaj bi pravzaprav ti napisala za zapik, kot si lepo rekla, kaj je tvoj zapik? Ne? No, in sem rekla, če si nastavim gledalo, prenos znanja. Tako, ne, in to se mi zdi, da šport daje, šport pomaga. Šport te krepi, ne samo, da jaz rečem, očisti glavo, postavi misli na pravo mesto, ampak seveda v zdravem telesu je tudi zdrav duh in zdravo telo je izjemno pomembno. In če se navežemo na to, ravno zdaj smo zaključili en projekt, ciljni raziskovalni projekt na fakulteti, o tem, kako gibalna telesna aktivnost vpliva na naše zdravje, oziroma drugače, kakšne so vse te bremeni bolezni, oziroma ekonomsko breme telesne neaktivnosti. In smo verjetno prvič izračunali tudi, koliko tega se kje žal dogodi. No, in recimo vzeli smo 3 kategorije bolezni, srčno-žilne, sladkorna bolezen in demenca, in ugotovili, da v srčno-žilnih boleznih je teh neposrednih izdatkov povezanih zaradi telesne neaktivnosti, recimo v letu 2019 bilo med 8,5 in 10,5 milijoni, v letu 2022 še malo več. Sladkorna bolezen tudi do 18 milijonov evrov. To so seveda te naše simulacije na osnovi podatkov NIJZ-ja in svetovnih podatkov in naše metodologije, to je širša raziskovalna skupina, ki je to ustvarila s fakultete za šport s pomočjo, kot rečeno, tudi NIJZ-ja in našega modeliranja. No, in to so recimo reči, ki sporočajo, kako pomembno je, da dvigujemo to svojo telesno aktivnost, in zato sem že kot ministrica predlagala, da se otroci gibljajo 45 minut na dan, ker se mi zdi to nekaj, kar je spet COVID pokazal, da bi bilo zelo prav, ko smo seveda zmanjšali v resnici telesne zmožnosti v veliki meri ravno najmlajših otrok, mladostnikov, zaradi negibanja, zaradi prevelike uporabe tehnologije ali morda preobsežnega sedenja. Skratka, vse to se mi zdi, da je potem ena taka spodbuda tudi meni sami, tudi v najtežjih življenjskih obdobjih, je meni najbolj pomagal šport. Tek na smučeh, tenis, moj hrib, karkoli, kjer sem lahko gibala, in tudi če je bila to samo hoja. In na tem mestu dajva akcent, namreč osnovna norma ali standard, ki ga priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, je, da človek, povprečen Evropejec, opravi 300 minut aerobnega, rekreativnega dela na teden in 120 anaerobnega, torej oteži, sploh po 40. letu. Jaz sem se pravkar vpisala na fitness prvič v življenju. Pohvaljena. No, ni mi všeč. Ta mentaliteta v fitness centru mi ni všeč. Ampak, ker pa občutim to neko drugačno moč, pa obljubim na tem mestu tudi, da bom vztrajala, ker vem, da so to učinki res fantastični. Res, in dolgoročno spet vrneva se v regenerativnost, tudi mi sami moramo za to svojo lastno regeneracijo poskrbeti. Seveda vsi nimajo možnosti, to moramo povedati na glas, zato je tudi prav, da podpiramo v sistemu tisti del, bi rekla, ogroženih družin ali otrok, ki nimajo teh priložnosti, in da jim damo možnosti, kajti lahko so to vrhunski talenti, lahko so seveda zelo zagrenjeni otroci, kjer jih pa šport res poveže nazaj v svet, jih socializira, jim da neko veselje, in to naprimer počnemo tudi v UNESCO, širimo tudi po teh res najmanj razvitih državah, prav neko, bi rekla, prepoznavanje enega veselja skozi šport, in otroci so izjemno hvaležni, res, da dobijo take priložnosti. No, ampak zakaj je to zelo pomembno, da na nek način sami sebe odgovorno obnavljamo ali ohranjamo? Preprosto zato, ker seveda z leti naša produktivnost pada. Zdaj govorim kot ekonomistka. Kar je tudi razumljivo, ampak ravno v tistih letih pa lahko dajemo kaj drugega. In zakaj ne bi v tem našem zorenju, vsa obdobja so potrebna, ampak seveda vsako prinese nekaj novega, našli tudi to, kar nas najbolj ohranja in tudi bogati. Uteži, kot si rekla, jaz to počnem že 20 let ali še več, ampak nič takšnega. Je pa res si treba najti okolje, ki te spodbuja in ki ti ni neprijetno, in dajo se najti. V Sloveniji imamo veliko takih zdravih celic, jaz pravim, kjer najdemo svoje ugodje in udobje tisti, ki imamo radi šport.
Maja Zalaznik, kar nekako težko, ampak mi je prijetno, ko rečem Maja Zalaznik. Namreč še vedno sem navajena na tvoje dva priimka. Makovec Zbrenček. Tako. Takrat smo se tudi spoznali in se dobro počutiš ob tem priimku? Zelo dobro. Zelo dobro. Jaz sem hvaležna, da se je to zgodilo v mojem življenju, da sem zdaj lahko Maja Zalaznik, da imam eno krasno razširjeno družino, ki me tudi sprejema in kjer se imamo zelo lepo. In to res bogati moje življenje. Jaz moram reči, da ob Aleksandru sem mogoče zaživela na drug način, kot sem prej. Če je bilo prej moje poslanstvo res delo in deliti, soustvarjati, biti del družbe, je pa zdaj pravzaprav v mojem življenju nastala ena še druga izjemno lepa rdeča nit in to je sobivati v družini. Tega žal prej nisem imela na tak način in zato to še toliko bolj cenim. In vsi ti zelo privoščimo. Najlepša hvala. In se veselimo s teboj in z vama in z vsemi tvojimi pravzaprav. In moram reči, da kot ženska sem kar tako mogoče z enim sočutjem ali pa žalostjo pogledala, ko smo se srečevali tudi v trgovini in tako naprej, da si vedno hodila sama, lepa, pametna, športna, prijazna in sama. Tako, to je bilo moje življenje, nič ne obžalujem ničesar v mojem življenju. Se mi zdi, da vsa obdobja so nekako me krepila in dodala v neka nova vedenja, spoznanja, izkušnje, ki so seveda na koncu ostanejo predvsem tiste lepe in pravijo, da je temu tako. In tudi, če se zgodijo zelo tragični trenutki v življenju. In to si ti imela? Tako žal, kajti moj mož je umrl, ko sem bila stara 29 let, ravno sva se poročila. In potem je bilo kar vrsta žal tudi smrti v moji družini, širši družini. In to nekako zaznamuje, bi rekla, eno prehitro zrelost tudi, ali bi rekla prehitro umeščanje v neke druge oblike življenja, ki bi sicer si želel imeti drugače, ampak včasih pa tudi ne gre. Je pa res, da sem izjemno uživala vedno v tem mojem raziskovanju, povezovanju svetov, delitvi tega znanja, študenti, s podjetji, s raziskovalci. To je pa res nekaj, kar me še vedno zelo, kar nekako intrigira, ne? Kaj vse še lahko naredimo, ne? In zato recimo takšni projekti se mi zdijo izjemno pomembni, da nas nekako zbudijo kot raziskovalce in hkrati vemo, da lahko nekaj damo nazaj družbi. To pa je, bi rekla, ena tudi lepa nit mojega življenja in kot rečeno, ne glede na to, v katerih vlogah sem bila, na katerih področjih, kakorkoli sem se že udejstvovala, sem vedno pa srečevala krasne ljudi. Zelo lepe, zanimive ljudi, ki so me običajno navdihovali in me še vedno navdihujejo. Tudi tukaj ena sedeči. In je res mi zdi to, da si znaš morda na drugi način potem obogatiti življenje, če nečesa ni, kar sicer bi želel imeti in uživati drugače. Slišala sem te, da v najbolj, bi rekla, tragičnih, usodnih, žalostnih trenutkih v zasebnem življenju si ušla v raziskovanje, si pobegnila v šport. Spomnim pa se, in to, kar kliče pravzaprav, da vprašam, tvoje epizode, ko si pravzaprav bila ministrica za šolstvo, izobraževanje in šport. Znanost in šolstvo, znanost in šport. Tako. Izobraževanje pravzaprav je prvo, potem znanost, to je ogromen resor. Res, velikanski resor. In mene kot novinarko, takrat si presunila z neko iskrenostjo. Namreč čutilo se je, da imaš ta naboj, da imaš to ambiciozno, a smelo vizijo, da bi rada otroke nekako in ves ta športni svet povezala in skratka naredila res premike za dobrobit celotne družbe. Potem pa si stopila skozi vrata Šubičeve in sem te vprašala zelo neposredno, včasih sem mogoče celo preveč neposredna. Maja, kje pa je zdaj ta ostrina? Kje je zdaj ta moč, ta super moč, ki sem jo čutila pri tebi, ko si tako brezkompromisno razlagala zgodbe iz marketinga, oglaševanja in tako naprej, pa si mi rekla, da ko pa stopiš skozi vrata na Šubičevi, pa te nekaj zmelje. Stopiš v sistem. V sistem stopiš, Stopiš v sistem, ampak kljub temu moram reči, da sem hvaležna za
vsa ta izkustva. Jaz sem delala tudi zelo, zelo dobro ekipo in sem zelo vesela, da so se ob meni nabrali takšni ljudje, kaj ti še vedno, tako kakšen ravnatelj pokliče pa reče, sam tole vam moram povedati, to bo božja duša. Ali pa recimo se, kje najdemo v kakšnih zberih v znanosti, v izobraževanju, in reflektirajo. No, to je pa takrat, ko smo sprejeli, veš, ko si bila ti tale zakon. Tako da so nekateri dosežki, ne pa toliko, seveda, kot bi si jih jaz želela in kot sem jih videla, da bi živce, ta rigidnost, ta počasnost. Svet se tako mora biti tukaj previdni. Izobraževanje, znanost se ne smeta premikati kar tako čez noč. Vsi premiki morajo biti zelo premišljeni, ker to so res veliki zahtevni sistemi. In jaz sem imela to srečo, sem imela zelo dobra državna sekretarko in sekretarja v tem ogromnem resorju, in izjemno dobro ekipo tudi v ozadju z vsemi direktorji direktoratov, da smo lahko nekako premikali, vendarle po korakih. Jaz sem stopila v te čevlje takrat, ko je bila pravzaprav finančna kriza najbolj vidna ali drugače odsevala je najbolj prav v teh resorjih, najbolj izpostavljenih javnih resorjih, ker smo seveda imeli prej omejevanje financiranj in zato je bilo najprej pomembno, da se ta področja umirijo, da se stabilizirajo. In to je bila moja prva naloga. Seveda, takšne čevlje ne stopiš, če veš vse, nikakor in nikoli, ampak imaš pa ta entuziazem, imaš naboj in tega sem ohranila. Je pa, tako kot si lepo rekla, včasih pa izziv, zakaj tega ne moremo narediti takole, bolj učinkovito. Jasneje, enostavneje, hitreje. No, takrat pa vidiš, kako pravzaprav sistem, procesi, postopki, tudi pravni del deluje. Tukaj pa bi si želela, da bi bila država bolj vitalna, bolj fleksibilna, ampak, kot rečeno, premišljena in z jasnimi strateškimi koraki, ne da se spreminjamo ali menjamo kompase, vsake 2, 3, 4 leta, to ne gre, kajti trdnost javnih sistemov je pravzaprav ravno v tem, da dobro vemo, kaj si želimo čez 10, 20, 30 let. Seveda znotraj tega pa ohranimo čim večjo avtonomnost in hkrati tudi adaptivnost tega sistema. In tukaj imamo v Sloveniji večji izziv, tudi v izobraževanju in znanosti. Moram pa reči, da naši učitelji, raziskovalci, znanstveniki, tudi vsi, ki delajo v športu, mladi, kajti tukaj je bil tudi resor mladine, da so bili to izjemni strokovnjaki in jaz sem vedno trdila, da v tej hiši je največ znanja, ki ga lahko najdeš v Sloveniji. In res je bilo tako, ker so ljudje ogromno vedeli o razvoju sistema, o pomenu znotraj Evrope, o svetovnih premikih. In takrat sem se jaz tudi zelo veliko naučila. To tudi politike. Potem pa te je presunila neka ideja, želja. Namreč tudi jaz, ko bom velika, bom predsednica države. Ja, to pa je bila res epizoda, če je bilo ministrovanje, pravzaprav ne epizoda, ampak eno bi rekla jaz sem to zelo rada delala, zato ker se mi je zdelo, da je toliko priložnosti, da je toliko potenciala. In res je, da te marsikdaj zaskrbi, zakaj tega potenciala ne moramo izkoristiti. Je pa bila tisto res epizoda, v katero mi prav nič ni žal, bila je pravzaprav morda meni sami namenjena za to, da spoznam, kaj v resnici in kdo v resnici vse je Slovenija. Mi namreč zelo redko vidimo nas kot celoto. In to mi je bilo eno izjemno spoznanje, kaj ti greš od enega delčka Slovenije do drugega, skušaš razumeti ljudi, se jim približati. In to je bil meni en tak velik poduk, nekako včasih preveč enostavno. Gledamo pravzaprav skozi oči naših balončkov. V resnici, iz tega malega miljeja, v katerem se seveda nahajamo. Nič narobe s tem, ampak ko stopiš čez to, pa moraš videti vse. In ta naša Slovenija, Slovenke, Slovenci, jaz sem izjemno ponosna, da smo takšni, kot smo, ne glede na rezultat, kakršenkoli je že bil politični, se mi zdi, da je toliko skrito lepega, da v resnici politika mora imeti to odgovornost, da to ohranja. Pa meniš, da namreč sama od pravzaprav najstniških let, ker sem rojena v takšni in vzgojena v takšni družini,
pravzaprav sem kot nekakšen homopolitikus, brez pretiravanja, ampak nekako spremljam vso politiko, mednarodno, domačo in tako naprej, za izjemno zadnjih let, ki me pravzaprav kot človeka, ki se počuti, recimo, razmišljujoče, žali. Zakaj me žali? Zato, ker ne občutim tistega pravega, spoštljivega diskurza. Tistega, kjer je pravzaprav merjenje moči argumentov, ne pa udarcev pod pasom. In sama si tega več ne dovolim. Mislim pa, da to ni slovenska posebnost, ampak da gre za nek, bi rekla, mednarodni kontekst ali trend. Meniš, da politika lahko uspe z pravimi intelektualci, razmišljujočimi modreci, ali je danes svet tako naravnan, da rabi samo neke pesti, verbalne pesti, primitivizem, negativizem, hujskanje? Ja, to je zelo, zelo kompleksno vprašanje, ker je povezano pravzaprav z stanjem, v kateri smo v družbi kot celoti. Kajti ta način govora, recimo, način komunikacije ob vseh tehnologijah, ki dovoljujejo vso to odprtost, neposrednost, tudi žaljivost, da ne rečeva še kajkoli drugega, predrznost tudi, je žal del celotnega sveta. Zdaj, kako pa lahko to prevedemo v politiko, da bo bolj spoštljiva, da bo tudi bolj spoštovana? Jaz mislim, da potrebujemo modrece, ampak potrebujemo tudi ljudi, ki poznajo obrt politike. To je znanje, to je vedenje, to so izkustva, to je razumevanje prav tega, čem sem prej razlagala, kdo smo, kaj si želimo, predvsem pa dobrega voditeljstva. Voditeljstvo v politiki pa ne nastane čez noč, voditeljstvo v politiki se gradi. Zelo malo je tudi še ljudi, ki bi želeli, pa bi lahko morda bili zelo dobri voditelji, ki bi še želeli stopiti v politične čevlje. To moramo nekako obrniti, zato da bi v resnici bila ta izbornost tistih, ki nas vodijo in usmerjajo, kar se da dobra, kakovostna, in da bi ta izbor tudi v resnici bil možen, da bi ljudje imeli možnost izbire z različnih zornih kotov, tako prepoznavanja človeka, kot prepoznavanja politika, kot prepoznavanja njegove dejansko osebne integritete in odgovornosti. Kajti tam si ves čas na pladnju, v politiki si odprt do vseh, si pravzaprav, bi rekla, vsak dan 24 ur skozi 7 tudi tarča, jaz sem to izkusila na več načinov, ampak v resnici takrat spoznaš, kako ta svet deluje. Si skozi te bridke izkušnje, ko si bila tarča, recimo kritik, razvila dodatno odpornost ali se je občutljivost, tako kot pri meni recimo, skozi življenje zvečala? Namreč to, da kar ne ubije jača, pri meni ne velja. Sem veliko bolj občutljiva, kot sem bila. To si super vprašala, zato ker jaz mislim, da razviješ celo oboje. So določena področja, kjer ne moreš mimo svoje notranje občutljivosti, ker se te stvari tako dotaknejo, kot človeka, kot posameznika, kot Majo, kot Petro. Se pa tudi naučiš biti bolj jeklen. In nič ni narobe s tem. Na nek način zorimo, zato mi je ta politika dala, bi rekla, en zelo širok uvid v to, kaj tudi jaz sem in kako znam in zmorem premoščati vse te ovire, izzive. Ker vedno sem delala s srcem in iz sebe in to še vedno ohranjam in želim ostati, Maja, taka kot sem. Je pa res, da moraš marsikdaj potem tudi v takšnih okoljih stopiti nazaj in malce z distance pogledati in šele potem povedati in storiti. Teh premišljenih korakov je morda v politiki še premalo in to je tista politična obrt, o kateri govorimo, in voditeljstvu in vodenju, ki ga je težko kar priučiti. Nekaj tega moraš imeti v sebi, nekaj pa lahko potem s kilometri dodaš. In to je velik izziv politike danes, kajti ta odprtost, odstiranje vsega, kdo si pa tudi nisi, tudi manipuliranje velikokrat s podatki, z vedenji, z informacijami. Vse to je del vsakdana, pa ne samo v politiki, sicer tudi. In družba je prišla do te stopnje, da je to postalo kar sprejemljivo.
In ta del moramo mi sistematično res ozaveščati in skušati vplivati na to, da naši mladi ne privzamejo teh vzorcev, da ne privzamejo, kot da je to nekaj običajnega, normalnega, ne sme biti. In tukaj je naša odgovornost do vseh, ki prihajajo za nami. Ob plazu vseh teh pritiskov, tudi če človek ni v politiki, pač čas je tak, prihajajo pravzaprav vse bolj krute novice do nas, pa bodisi iz mednarodnega okolja ali zasebnih okolij, veliko je bolezni, veliko je izgorelosti, veliko je odhodov v tujino. Skratka, čeprav si prizadevam optimistično ozreti v današnji dan, v jutri, pa vendarle ne morem kar biti neobčutljiva, ko se vse to dogaja, pa me zanima, kako ti ohranjaš, to bi rekla, in zdravje, pravzaprav to mentalno uravnovešenost, ko se zapre, a veš, tisti občutek, ko se ugasnejo luči in ko si sam, da si pomirjen sam s sabo in svetom. Kar nekako mi uspeva, ampak morda ravno zdaj še 100 let. Ker sem sama pri sebi, tudi v trenutkih, ko sem bila že zelo na meji, ko sem videla, da moja energija res upada, da ni več tista z nabojem, z neko prepričljivostjo do mene same. Takrat sem rekla, zdaj pa gremo v naravo, vzamem si svoj trenutek zase, vzamem knjigo. Jaz strašno rada berem knjige, če le lahko in če le čas. Poskrbi zase. Tudi če je vse okoli tebe razpadalo, najprej poskrbi zase, ker potem boš lahko seveda tudi poskrbela za vse okoli sebe. Ženske to nosimo v sebi, in ta naša odgovornost do vsega in vsakogar je lahko tudi velikokrat nek pritisk, neko breme. In tukaj moramo znati razumeti, kaj je res nujno v tistem trenutku in kako lahko sebe v tistem trenutku tudi očuvaš. Sej vedno mi ni uspevalo, ampak sem se začela truditi prav po teh obdobjih bolj izpostavljenih vlog, da je izjemno pomembno, da rečeš ne, do 9 me pa ni, zato ker je to čas zame, ker takrat pišem, ker takrat berem, ker takrat sem v naravi, ker takrat sem jaz. In še vedno potrebujem te izhode sama vase, zato da lahko potem seveda lažje, učinkoviteje, hitreje počenjam vse to, kar rada počnem ali kar tudi mora početi. Zahajamo v šport, tudi v podcastih, člankih, javnih govorih, radi uspehe, zgodbe primerjamo s svetom športnikov. Katerega športnika recimo najbolj ceniš ali pa morda kakšno njegovo naravnanost, idejo, potezo, katera knjiga iz sveta športa te je mogoče v zadnjem času najbolj tako recimo presunila? To je pa tako nehvaležno vprašanje, ker vsak od naših športnikov toliko nečesa lepega nosi v sebi. Izjemni so, ne? Ja, to je nekaj neverjetnega, ne? Ko sediš z njimi, ko se z njimi pogovarjaš, ko jih opazuješ, občuduješ na vseh teh njihovih poteh, si rečeš, joj, kaj vse glava in telo zmorejo. In vedno je oboje skupaj. Jaz strašno rada spremljam vse športnike in tudi recimo zdaj na olimpijadi se mi je zdelo tako res lepo v Parizu, da smo jih v slovenski hiši znali lepo sprejeti, počastiti in da smo znali nekako približati šport vsemu. Tako poslu kot športu v športu. In to se mi zdi, da je nekaj zelo, zelo pomembnega, ker ta svetova se prepletata. Ampak, če bi tako zelo, zelo bila morda nehvaležna do vseh ostalih, bi rekla, da izjemno cenim Janjo Garnbret. Ob tem, da je svetovno izjemna, je tudi odlična v študiju, v izobraževanju, v razmislekih o njenih svojih drugih poteh, kajti jaz močno podpiram drugo kariero v športu, tudi enega od projektov, nosilnih projektov, ki smo jih z Olimpijskim komitejem razvili od časa ministrovanja naprej, prav ta druga kariera, ker se mi zdi, da premalokrat gledamo na športnika kot neko celovito osebnost, ki bo moral, ko iz teh vrhunskosti se nadaljevati običajno vsak dan, bo moral znati iti naprej. In tukaj moramo vsem našim vrhunskim športnikom pomagati. Potem
Jaz sem včasih tudi boksala, ne, in še boksam. Wow. To je to tako rekreativno. Pa to ne pomeni, da smo v ringu, to pomeni, da samo krepiš malce več te eksplozivnosti. Dejan Zavec je bil v tistih mojih začetnih letih pravzaprav en tak izjemen športnik, ki je kazal to svojo dobrosrčnost, dobrohotnost do vsega in vsakogar, kar redko srečaš. Ali pa Jure Košir, ki je znal seveda z eno to svojo izjemno mirnostjo, eno tako lepo stoičnostjo in izjemno modrostjo seveda deliti, soustvarjati, tudi razumeti, da so torej v življenju in športu različne poti in da jih je treba znati povezati in sestavljati. Potem imamo tukaj res naše izjemne kolesarje, ki so neverjetni, to pravzaprav ni besed, cela Francija je čakala, kaj se bo zgodilo, ali bosta Roglič Pogačar z nami v slovenski hiši, ali morda vseeno prideta ali ne. To kaže na to, kaj pravzaprav šport daje, ampak tisto, kar mene ob vsem tem najbolj veseli, je to, da dajejo ti športniki vzor mladim, da so ambasadori nečesa, kar v resnici mladi potem prevzamejo. In zakaj sem prej Janjo omenila, recimo z vzponom Domna in Janje, imamo mi vrsto plezalnih sten po telovadnicah, v najbolj drobnem okolju, v mikrookolju, jaz pravim, ne, smo spodbudili šport. Ali je bilo to včasih smučanje, je to odbojka, ali je to košarka. Ne smeva pozabiti na timske športe, mi postajamo vse bolj ugledni tudi na področju timskih športov. Da ne omenim nogometa. Zdi se nogomet, pač sem, ne, tak šport dostopen vsemu, ampak nogomet lahko tudi zelo veliko uči in ravno skozi nogometne šole mladih po svetu, naprimer prej omenjeni UNESCO, UNICEF, UEFA, izjemno veliko projektov, ki integrirajo mlade, ki jih povezujejo v športni svet zato, da jim je vsaj tam lepo, da se imajo samo, vsaj tam, da je tam nekaj njihove otroške radosti. Ne? Vse to je danes šport z izjemnimi nosilci, ne? In jaz sem bila res izjemno navdušena, ko smo mi ta preobrat v timskem delu znali pokazati tudi svetu, kajti kje pa se ustvarja ta baza? Ta baza se ustvarja v vzgoji in izobraževanju in v družini. Tista najbolj osnovna, primarna celica v odnosa do športa, gibanja, zdravega življenja v družini in seveda od vrtca naprej. In moram reči, da marsikatera tuja delegacija je prihajala na ogled, kaj vse mi počnemo v teh gibalnih aktivnostih in socializaciji otrok skozi šport, skozi naravo, v vrtčevcih programih, v naših šolah v naravi, v naravoslovnih dnevih. Zakaj? Zato, ker marsikateri šolski sistem tega nima. In to so tiste danosti, kjer strokovnjaki znajo presoditi, kaj je potrebno ohraniti in kaj ne, in ne kar opuščati čez noč nekaj, kar ni preverljivo ali bilo dobro raziskano in preverjeno. Ampak v športnikih se bova upravičila vsem tisti, ki jih ne moreva nanizali, ker preprosto ni prostora, ne, ampak res so izjemni, vrhunski. Jaz velikokrat tudi klepetam kaj k Saro Isakovič, ki je zdaj tudi znala zelo lepo vsa ta svoja športna izkustva in študij preoblikovati v svojo poslovno pot in znova daje skozi šport na drug način. To so primeri, ki jih res lahko občudujemo in moramo spodbujevati, zato sem pristaš tega, da športnika gledamo kot celoto. Imamo pa vrsto izzivov pri mladih športnikih, od izgorelosti do seveda tudi problema integritete z vidika tistih, ki jih vodijo. Jaz sem tudi članica nominacijskega odbora antidopinške svetovne organizacije, ki se ukvarja s številnimi izzivi na področju, kako obvladovati šport tudi skozi medicino. Vzemimo primer odprtosti spolov danes, torej kdo smo, kaj smo. To je aktualni primer iz olimpijskih iger. Šport prinaša tudi vrsto teh novih družbenih izzivov in zelo veliko znanja, zelo veliko raziskav je izjemno hitro potrebnih za to, da bomo znali čim bolj prav tudi po človeški plati presojati, kako in kaj naprej v športu. Z vsem povedanim se nesporno in izjemno strinjam in bi tudi sama to postavila na pedestal teh učinkov športa. Kar pa še dodatno razveseljuje,
sem prepričana tudi tebe in naše gledalce, poslušalce, je to, kako pravzaprav šport prinaša vsaj neko trenutno lepilo med vsemi nami v Sloveniji. Namreč vesela sem bila, da je Združenje Menedžer Slovenije na letošnjem kongresu naslovilo eno izmed vsebinskih točk, kako premostiti to razdvojenost, ampak pustimo to ob strani. Raziskuješ znotraj ekonomske fakultete te multiplikativne učinke športa, pa morda za konec vprašanje, kakšen dejansko pa ima vpliv šport na naš BDP? Ima celo nad povprečjem teh osnovnih dejavnosti. Mi smo za leto 2018 dobili podatke in izračunali, da je multiplikacijski učinek, se pravi vloženega €1, 1,77 evra na dolgi rok, medtem ko je v povprečju vseh ostalih dejavnosti 1,66. Ali če vzamemo samo osnovno športno dejavnost, torej to, kjer se s klubi, s športnimi organizacijami ukvarjamo, je pa en vložen evro pravzaprav vreden 3,1 evre na dolgi rok. In doprinos tega področja je izjemen, kajti mi, tukaj pa se vrnemo v trženje, tržimo v športu in preko športa. In zdaj seveda to združuje celotno športno industrijo. Včasih je bilo to tako že grdo slišati, ne? Industrija, šport, industrija, to pa ne gre skupaj, kajti mi srčno, ne? Lahko rečem kar volontersko, prostovoljsko živimo športom in vedno bomo. Ampak hkrati se razvija velik del industrije športa, povezano je z našim vsakdanjim življenjem, praktično vsak 3., 4. izdelek, ki ga vzamemo v roke, je nekako povezan z zdravjem, gibanjem, športom. Materiali vrhunskih športnikov se selijo seveda v naša osnovna oblačila, v obutev, v orodja, ki jih uporabljamo pri športu. Ne. Mi vsi želimo biti tako vrhunski, ne, kot so naši najboljši športniki, in vse to je seveda industrija. Ne. Tako lahko sicer s to malo grdo besedo poimenujemo, ampak je zelo realna. In ta poslovni športni svet je eden od tistih, ki vse več doprinaša v bruto domači proizvod. V Ameriki so se tega naučili že zdavnaj in mi smo kar veliko teh konceptov prenesli tudi v evropski svet. In zato je zelo pomembno, da mi vzpostavimo tako imenovane satelitske račune, ki ugotavljajo, kolikšen del sistematično športne dejavnosti, vse, kar je povezano s športom, tudi šport in turizem, doprinašajo v bruto domači proizvod in v rast tega proizvoda. In tisto, kar je morda zelo pomembno, je še, kako pa hkrati povezati to z resorjem zdravja. Že prej omenjeni projekt, ki je samo drobna ilustracija, kaj vse lahko povezujemo, kako pravzaprav ustvarjati prihranke s pravim pristopom do gibanja, telesne aktivnosti, zato, da bomo lahko družbi kot celoti nudili kakovostnejše življenje. Seveda, manj bolezenskih bremen, manj bolezni, manj tudi umrljivosti. In vse to so naše skupne soodgovornosti, tako da šport res, lahko rečem, kar povezuje praktično vse resorje, na koncu prideva tudi v okolje in v infrastrukturo, kajti če želimo imeti trajnostno naravnane športne objekte, moramo seveda spoštovati ESG-je, kar ni tako enostavno vedno. Ne? In pri naših velikih športnih prireditvah se to marsikdaj, predvsem teh zunanjih, pokaže. Zato je ta svet en tak prepleten z vsemi dejavnostmi in v šport pravzaprav te dobaviteljske verige, ne, vse več in več vlagajo tudi raziskovalnih, investicijskih, inovativnih naložb, zato, da bi bili bližje. Še posebej povezano z biomedicino, z reševanjem določenih težav, zdravstvenih težav posameznika, ki so lahko tudi posledica gibanja športa, ne, šport. Če ni prav, ne, izvajanje lahko tudi zelo obremenjujoč in celo nevaren. Ne. In vse to je, ne, če ko naštevava, pa so to zdaj samo delčki, ne, je to dejansko lahko posreden in neposreden vpliv na rast, na gospodarsko rast. Maja Zalaznik, dolgo časa sva se lovili, ampak sva se jo lovili. Hvala lepa za tvojo pozornost, ki si jo namenila, za tvoj čas. Kako pa se vidiš kot Maja pri 85 letih, recimo? Kako si vizualiziraš tvojo prihodnost? Boš vitalna gospa? Kako si predstavljaš?
kot Maja, ki bo imela veliko časa udejaniti še hobije, ki jih zdaj ne more. Recimo poseči malo nazaj v umetnost, v zgodovino, jezike, še vedno biti športno, gibalno aktivna, zdrava in imeti več časa za knjige, za lepa, dobra branja in za čim več druženj s prijatelji. In ples. Ples pa zagotovo, ples pa je nekaj, kar povezuje vse to. Pred vrati studia sem slišala, da dobro plešeš in da rada plešeš. Najlepša hvala. Ja, tudi oba z Aleksandrom zelo rada pleševa. To pa je res in v tem uživava. Ni prav veliko priložnosti danes, jih je potrebno kar ustvariti, jaz pravim, ne? Ampak ples je lahko tudi zelo lepo vezivo družbe, prijateljev, lepih trenutkov. Vse dobro tebi, vsem tvojim, bodi še tako iskriva, iskrena, prijetna in pametna. To je meni všeč. Pametna si. Maja, hvala lepa za ves doprinos do danes in držimo pesti, da bo samo še to trajalo in se poglabljalo. Lepo se ime, jaz mislim, da sva dovolj stvari povedali, iz katerih bodo najini poslušalci in gledalci ne samo zaslutili, ampak začutili to pravo moč. Supermoč pa naj bo za superjunake rezervirana, je prav? Draga Petra, najlepša hvala za priložnost, za ta vedno prijeten pogovor, danes še posebej in predvsem za to, da smo lahko odstirali, da odstirava skupaj, kajti tudi ta tvoja energija je k temu zelo, zelo pripomogla. Hvala ti. Hvala tebi. Živjo.